Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Dobrodošli v podcastu Mladost na kmetiji. Danes nas je pot vodila v vasico blizu Laškega oziroma nad Laškim. Luka Deželak je mlad kmet, zaposlen na kmetiji, dan pa mu zapolni kar 80 glav goveda ter prireja mleka. Pogovarjala se bova, kako poteka njegov dan in kakšni so njegovi izzivi na kmetiji. Luka je tudi predsednik Društva podeželske mladine Laško Radoče, ki je eno najbolj zagnanih in zelo mladih društev pri nas. Luka, pozdravljen. Lep pozdrav. Nahajamo se v vasi Velike Gorelce. Luka, prosim povej poslušalcem, kje točno se to nahaja. Ja, v bistvu to je takšna bolj majhna vasica v občini Laško, med Laškim in Jurkloštrom, kateri Jurklošter je poznan po svoji kartuziji. Je pa dobrih 10 km oddaljen izven Laškega, tako da asfalt skozi do doma. Ja. Asfalt je že, ampak je pa kar taka pot ovinkasta in malo hribe. Ja, to pa mora biti, se to smo pa v Sloveniji. Je pa razgled toliko lepši, ko se podaš na pot od Laškega gor. Razgled je vse do Kuma in še malo dlje. Ja. Kako pa je tle kaj nadmorska višina, morda veš? Prav, kjer smo zdaj, na naši kmetiji, je okoli 480 metrov nadmorske. Smo pa seveda takih dolini. Je okolje še više. Ja, tako da. No, super. V bistvu danes je ful lepo vreme, tako da je bila pot tle gor zelo, zelo lepa. Ja, pač je sreča, da je. Rad tle živiš, a? To seveda. To se prav vidi ti že na obrazu, ko govoriš o domačem kraju. Povej, kako bi se opisal nekomu, ki te še ne pozna? Ja. Kdo je Luka? Kdo je Luka? Nekdo, ko zelo je težko tiho, pa prevelikrat pove, kar si misli. Ampak včasih je to dobro, včasih ne. Drugače pa jaz sem kmet, 100% kmet. Zagovarjam slovensko kmetijstvo, tako da ja, to je nek moj življenje, to sem jaz, tako da s tem sem rasel gor in ja, to sem jaz. Pa lih prav, da smo pri tebi, pa snemamo podcast, ki si izgovoren. Ja, upam, da res. Ni naključje. Upam, da res. Veliko kmetij ima neko domače ime. Imate tudi kakšno domače ime? Ja, imamo. Kaj pa? Pongoroc. To je v bistvu ime, ima kar zanimivo zgodbo. No. Zdaj ne vem, če zanima. Seveda, povej. To je bistvo. To je bistvo? Aha. Ja, v bistvu zgodba je ta, da tu, kjer je naš hlev trenutno, je bila kmetija, katera jo je bil lastnik pač Pangaraci. Zato smo mi tudi dobili ime Pongoroc, oziroma Pongoroc. Tu, kjer je pa hiša, je bila pa še ena druga kmetija, Košuteri. Zgodba gre pa tako, da tam, kjer je ta Pangaraci živel, je prišel ta mlad k hiši, kateri je po nekem kratkem obdobju na kmetiji umrl. In potem je žena ostala sama z starim očetom in enim otrokom. Potem je pa žena dobila novega moža in ta mož je potem imel za to ženo otroka, ampak ta je umrla na porodu in potem je ta gospod ostal sam in je spet neko drugo gospo pripeljal. Hkrati je pa ostal ta oče od te žene na kmetiji zraven in je v bistvu on prodal to kmetijo in ta Pangaraci je odšel. Tako da nekateri celo pravijo, da je odšel čez lužo. Ni 100% potrjeno, da bi šel v Ameriko, no, ampak takšne so govorice. V glavnem, nekateri pa pravijo, da je šel samo na sosednjo faro in je tam pač počakal svoje dni. Tako da iz tega naslova je potem naša kmetija nastala Pongoroc. Potem leta 1920 se mi zdi pa, da je še ta Košuter, tu kjer je hiša danes, pa se je še ta kmetija v bistvu prodala tem Pongorocim. Tako da iz tega so v bistvu nastale dve
manjši kmetiji, v bistvu malo večjo. Ampak še zmeraj, ne vem, recimo 8 hektarjev veliko kmetijo. Kar je za te konce vsem kar nekaj. Ja. V bistvu niti ne. Ne, so sosedne kmetije bile še večje, katere so se pa z leti še malo razdrobile zaradi dedovanja. Ja. Pač tako, v bistvu zanimiva zgodba, torej na tem tle, kar si ti doma že dolgo v bistvu je kmetija. Ja, v bistvu je kmetija, ampak ni bila v naši, ko bi rekel, krvi. Potem Ni se krvno čisto nadaljevala, ker je bilo veliko žalostnih zgodb. Ja, dobesedno, ja. Ampak je pa lepo, da ostane ta ime po domače, da se spominjate svoje zgodovine. Definitivno, zaradi tega, ker v bistvu v našem koncu je ogromno deželakov. Res vsaka vas ga skoraj ima, če ne enega, če lahko tudi 2, 3. In potem, če ni domačega imena, je kar težko ločiti, kdo je kdo. Pol se ne ve, katera hiša je, o kom se pogovarjamo. Ja. Včasih je bilo še malo bolj problem, ker je bil več Janezov pri isti hiši. Enih in istih imen, pa še priimkov, pa je bilo pa res zmeda. Res je. Iz tega naslova pa mogoče res smiselno, da imajo kmetije svoje domače imena. Ja. No, super, lepa zgodba, Luka. No, pa če ostanemo zdaj pri tvoji generaciji, pri zgodovini, ti si eden izmed 4 bratov, kaj ne? 5, oziroma 5 vas je, 4 brate imaš, tako? Tako. 4 brate imam, jaz sem najmlajši. Tako da razlika med najstarejšim in najmlajšim je dobrih 13 let. Vsi so šli v šolo naprej, tako da jaz sem tisti, kateri bo ostal doma in nadaljeval tradicijo. So ostali tudi že šli po svoje, se odselili? Ja, seveda pač so našli kruh drugje, recimo najdlje v Mariboru. Se pa vračajo kaj domov, ti pomagati, kadar so kakšne špice? Seveda, definitivno morajo. Ne, hecam se. Pač, če so povabljeni, pridejo. Z veseljem najbolj. Z veseljem, ja. Ja, 5 fantov pa že premakne gore lahko, ja? Ja, definitivno. Največ se pa pozna danes, ko jih ni, tako da je pa kar delo počakane, ampak ja. Več zate ostane, ne? Točno tako. Ja. No, seveda, mi je znano. Moramo pa še tudi vedeti, da en recimo brat še živi doma, kater pa v bistvu dnevno, recimo vsak dan zvečer mi še pomaga v hlevu. Lepo. Tako da plus ate in mama, tako da ne smemo pozabiti. Smo še zmeraj upletena v... Da si pomagate vsak svoje delo. Tako, imamo razdeljeno. Ja. Kako je pa to izgledalo v otroštvu? Ste bili navihani, ste vsi pomagali na kmetiji? Ja, seveda je bilo treba, če nisi, so prišli po tebe v sobo. Aha, ni bilo odpustka za nobenega? Ne, ni govora. Pač, da bi pa rekel, da nismo uživali, da ni bilo fajn, pa ne moreš reči zaradi tega, ker si bil zunaj, si bil na luftu. Ja, meni je bilo odlično. Ja, tako človek dobi delovne navade, ki tudi potem v odrasli dobi kar koristijo, tudi če greš v drug poklic. Ja, recimo, no, mislim, da bi rekel delovne navade. Ne vem, jaz si sploh ne predstavljam drugače. Življenje. Ja. Sploh ne vem, delovne navade. Tako čudno se mi zdi, kdo reče delovne navade. Ja, ko boš pa druga. V sobi sedel pa na kavču. Recimo, ja. Si ne predstavljaš? Težko, ja. Težko. Bi verjela, smo mi kmetje vsi tako malo. Ja. Oziroma tisti, ki pa niso, so pa tako malo pobegnili, verjetno od hiše. Ja, da res, ja. Kdaj si prvič začutil, da bi res rad ostal na kmetiji? Je bilo to tako postopoma ali si že kot otrok vedel? V bistvu kot otrok niti ne. Potem, tam konec osnovne šole, ko sem začel bolj razmišljati, kaj in kako bi v življenju, sem ugotavljal, da mogoče pa res ni kmetijstvo tako slabo in da bi jaz morda ostal doma. Ampak potem seveda srednja šola, pa še neki del faksa in je bilo veliko, ko bi rekel, drugačnih še potem mnenj o kmetijstvu in če bi ostal doma ali ne bi, ali bi kaj druga počel. Tako da... Je bila tehtna odločitev skozi leta? Ja. Premislek korek? Veliko premislekov, ampak na koncu se moraš nekaj odločiti, pa reči, boš nekaj delal ali ne boš, ne, tako da ja. Ti ni žal, ne? Zaenkrat ne. Super. Da... Kaj pa te še zanimalo prej, ko si bil mlajši? Kam te še te vleklo? Ja.
druge tehnične panoge. Evo. Aha, se mi je kar zdelo. Druge tehnične bolj panoge. strojne, elektro. Tudi. Veliko je bilo tega. No. Pa se to v bistvu vse rabiš na kmetiji, skoraj da ne. Ja. Vsaj mal. Tako. Res je. Če ne vsak dan, pa vsak drug dan. Ja, na kmetiji moraš kar imeti 10 poklicov v sebi ali 15, ali kako bi rekla, vsaj osnov. Recimo, ja, kar misliš, ja. Kam si hodil v srednjo šolo? Srednjo šolo sem jaz hodil v Šentjur, na kmetijsko šolo. Tam sem tudi nadaljeval na višji, kaj je to, višja strokovna šola, kako se reče. Tako da, ampak je nisem dokončal, tako da moram to še tudi povedati in priznati. Zdaj si javno priznal, da boš mogel nekaj narediti na tem. Ja, res je. Sej, vsakič dobim kakšno pripombo, no, glede tega, tako da se le potrudim. Ja, tudi jaz sem za kakšno leto odložila na koncu faksa tisti magisterij, pa so me tudi skozi spominjali, pa me je skozi špikalo, tako da sem vesela, da sem ga pol naredila, sicer 2 leta kasneje. Ampak se je bilo kar težko potem usedeti, moram priznati. Ja, verjamem. Ni šlo več sedeti pri miru, pa razmišljati, pa pisati. Problem koncentracije potem dobiti nazaj. Ja, res je. Sploh mi kmetje, ki smo tako navajeni na zunaj biti, pa lepo vreme, sonce, gibali bi, naj bi sedeli za pisalno mizo. Ja, je premalo deževnih dneh. Ja, sploh zadnje čase. Ja, res je. In tudi snega ni, da bi človek malo bolj počival čez zimo, kar nekako vidiš delo, ki ga sneg ne prekrije. Ja, sicer letos je bila zanimivo, da mokra zima, ne? Tako da vsaj pri nas je bila. Tako da gost je bil potem malo preložen na zgodnjo pomlad. Tudi v gost veliko hodiš? Ne, to pa v bistvu to pa nekih takih stvari, katerih res ne maram. Gost, to pa... Nevarno je, ne? Ja, ne počutim se domačega, ni mi všeč in... Zato, če kdo drug kakšno stvar naredi. Ja, res je. Kaj je zato bolj specializiran. No, pa ko si omenjal srednjo šolo, pa potem fakulteto, bi te vseeno vprašala, kakšne spomine imaš na tiste čase. Si imel take kmečke sošolce, ste debatirali, pa se dajali, kdo ima boljši traktor doma? Fajn je bilo. Ne, mislim, da bi se doma boljši traktor, take stvari ne. Ampak tako, sošolce smo pa odlične, no. Tako da se rad spomnim na tiste dni, no. Ja? Ja, je bilo kar fajn, smo se veliko presmejali, tako da ja, bi šel še enkrat, definitivno. Ja, bi šel še enkrat. V tisti čas, ko je bilo več časa se zafrkavati, pa družiti, ne? Ja, fajn je bilo, res je bilo fajn. Se ti vidi po nasmehu. Tako da, recimo, zdaj še lahko izdam, ne? Enkrat smo potrebovali iti malo v življenje in smo hoteli kako uro prej od prakse, ker praksa je bila seveda na vrtnariji, na posestvu in smo tam zunaj. V glavnem, ja, in potem smo mogli malo to poštudirati, kaj naš profesor potrebuje, ne. Pa smo ga po ovinkih sprašvali. Podkupli. Ja, pa je povedal, da mu je raca crknala doma, ne. Ja. Tako da drug dan na vlak iz Hrastnika je sošolc v rukzaku. Seveda, raca je ven gledala, glava je ven gledala. Seveda, na vlak. Cel vlak, poln vlak je zjutraj, recimo ob 6. Seveda, to je bilo gor otrok, v Celju se jih kar usuje dol, ne, mi smo šli še potem naprej za Šentjur. V glavnem, raco dostavili v Šentjur in smo šli lahko, mislim, da celo 2 ure prej, tako da ja. Wow! Odlično je bilo. In dogodivščina, ki bo ostala v spominu. To bo zihar staje se zmeri, ja, tako da. Raca na vlaku, to pa wow. Tako da ja. Zanimivo bilo. Lepo. No, zdaj pa je tvoj dan malo drugačen, ker nisi več v šoli. Kako izgleda, kako ti potekajo zdaj dnevi? Kdaj zjutraj vstaneš, greš v hlev najbrž? Ja, res je. Zjutraj zgodaj gremo v hlev, sicer zgodaj, recimo v 5 se zalaufajo stroji, tako da. Potem pa dopoldne, seveda, recimo ob 8 smo fertik, je froštek oziroma zajtrk. Potem pa veselo na delo, če pa ni dela, pa letimo hitro v Lašk, zihar so kakšni opravki, če ne druga kakšno fasengo oziroma živila potrebna za... Ali pa kakšne papirje zrihtati za kmetijo. Tudi to. Ali pa za naše društvo, kakšen občinski razpis, ko so zdaj glih spomladi zelo aktualni. Tako da tudi to obveznosti je treba urediti včasih.
Potem pa med 12 in 1 uro je vedno kosilo. Tako da to je vsak dan približno v isti uri. Popoldne pa spet delo, veselo. Drugače pa zvečer, okoli 5, pol 6 se tudi zgodi včasih. Se pa zalaufajo spet mozni stroji, pa je treba pomost krave. Seveda pa tudi nafujtrati, ne. Tako da. Kdo ti pa pomaga, se pravi starši, pa rekel si Tako, tudi brat? tako, oba starša, ati in mami, tako pa brat po službi. Tako da. Starša sta tudi na kmetiji oziroma ste že v penziji? Ate je v penziji, mami je pa še trenutno, kako rekel temu, Zaposlena na kmetiji? tako kot jaz. Tako da, Si že dolgo zaposlen na kmetiji? ja, mislim, da zdaj 3. leto teče. Ate in mama pa sta naredila kariero na kmetiji doma. Celotno? Celotna kariera, ja. Lepa. No, mislim, čisto na začetku, morda mami je bila, ne vem, 1 leto, morda v kakšni zadrugi, pa ate mogoče kakšne 2 meseca, ampak minimalno, drugače pa skozi doma. Se veseliš zdajle pomladi, vsak čas bo tukaj košnja, imaš že pripravljeno kosilnico, nabrušene nože? Ja, no, rečemo, da imam, ampak če se veselim, ja, to definitivno. Sicer pol sredi poletja malo volja pade, ker je kar naporen, ampak ja, še gre, no, še gre. Če imam pa kosilnice pripravljene, ja, je še treba jih podmazati, no, tako da. To je še sproti malo čas. Tako. Ko sem se pogovarjala po telefonu, si nekako zanimivo rekel, da bi najrajši po zimi kosil, pa poleti bil frej. Zakaj si tako nekako rekel? Ja, v bistvu po zimi sanjaš, da bi čim prej bila sezona, ker ti je malo dolg cajt, oziroma vsaj meni, ker ne rad gremo v hosto, da bi še za druge karkoli rihtal. Kar se pa tiče poletja, je pa itak pol non-stop košnja, priprave zemlje, ono, drugo, tretje. In ja, takrat pa sanjaš v kakšnih smučah po belem snegu. Dolgi dnevi so, ne? Ja, tudi to je res. Pride človek tudi malo utrujen, pa bi kakšen dan malo se odpočil. Ja, ampak mislim, da to vse posodno. Smučaš? Ja, smučam, ja. Tla sem videla neki tablo za skakalnico, ste imeli kakšno lokalno skakalnico tle gor? Ja, res je. Včasih je pivovarna, pred leti, zelo veliko investirala v lokalno okolje in med drugimi je bila tudi recimo športna društva nasploh, oziroma nasploh kakršnokoli društva. In med njimi je tudi športno društvo tu pri nas, katero je v bistvu zgradilo na tamle hribčku skakalnico. Včasih je bilo tudi več snega in smo imeli vsako zimo skakanje v bistvu organizirano. Ampak potem je z leti pivovarna odšla v tuje roke, pipca se je zaprla, snega pa je tudi zmanjkalo, tako da. Vseeno z drugim. Ja, tako da klavrna zgodba, ampak ja, tako je, realno. V otroštvu je bilo pa še, kaj si bil? Ja, je še bilo, sicer jaz nisem prav skakal, bratje pa so skakali, no. Bratje so probali, jaz pa sem bil že malo prepozen, ker se pa tudi, mislim, da enih 3-krat so še potem, kar se jaz spomnim, da so imeli skakanje, ne. Ste se kdaj polomili bratje na skakalnici? Ne. Bo trde Saj ni kosti. tako velika, je 30 metrov je največ, tako da. No, ampak to je že kar. Jaz ne smučam si in ne predstavljam čist, kako bi to bilo. Ja, Bi rajši samo gledala. saj tudi jaz gledal, tako da. Mislim. No, super, pa če se vrneva malo na tvojo kmetijo, mogoče malo poveš o njej, katere živali imaš, kakšne živali, koliko imaš površin. Trenutno je v hlevu dobrih 80 glav živine, v bistvu v hlevu. Nekaj telic, 15 komadov je že odšlo na pašnik. Ja, tako da sicer so še v obori na uvajanju, ker so nedolgo nazaj šle tja. Ostala mlada živina je v hlevu, plus seveda krave, katere so v prosti reji od leta 97 že. Tako da
to sta naša dva starša že kar hitro šla iz vezane reje v prostorejo, tako da sta si olajšala delo. Drugače pa ja, krav je približno 40 trenutno, Ki se jih molze, tako. Tako da, ja, je pa črno-bela pasma v večini, tu pa tam, mislim, da so 4 lisaste, katere so prišle iz navezov v prostorejo in so še vedno ostale noter. Sicer so malo bolj buckaste, ampak ja. Ja, imajo kar precej različno, izgledajo črno-bele pa simentalke. Ja, seveda, če jih primerjamo, ja, plus tega, da obrok je isti za črno-belo kot za simentalko. Črno-bela da mleko, simentalka pa debelo ripa. Tudi, ja. Da malo posplošiva. Lepo. Je pa tole gričevnac cvet, tako da imaš verjetno večinoma travnike, tudi kaj njiv? Ja, res je. Večinoma je travnikov, vseh skupaj površin z najemi je 37 hektarjev, 38, no. Tako da njiv je pa 6 hektarjev vse skupaj. Tako da pa še to recimo v moji bližnji okolici so tam do 80-90 avrov velike njive. Recimo 8 km stran je pa recimo malo večja njiva, katera v bistvu... Pa v dolini, verjetno kje? Ja, v smeri planine, tako da tam... To je pa že kar malo zapeljati se, ni čisto blizu. Ja, v bistvu 55 minut. S traktorjem? S traktorjem pa cisterno, tako da se kamut gnoji. Tako da je pa ravnina tam, tako da lahko greš tudi manj, če je. Najbolj mokro še zmeri gre, ne. Kar pa nas je preveč nevaren, če bi isti čas... S kakšnim težkim strojem šel po mokrem, ne? Ja, tako da... Kaj pa imaš na njivah? Verjetno krma za krave? Tako. V bistvu je troletni kolobar, travno-detelne mešanice, potem koruza in ječmen. Tako da, ja. Zdaj, lih trenutno tale mlečna industrija, ali kako bi rekla, prireja ima precej nestabilno ceno, te tukaj obremenjuje. Vedno se nekaj dogaja na trgu mleka, ne res kače cena gori doli. Ja, sej vsakdo, katerem plača vsak mesec niha, zdaj nič več ne niha, ker pada, je v skrbeh, ne, tako da stroški na drugi strani se vzdigajo, tako da ja, je kar težava, no, mislim. Ni enostavno, kako bi rekel, planirati recimo že za en mesec naprej, kako boš reševal zadevo, kaj šele, recimo dolgoročno, pol leta, 1 leto ali pa še več. In ja, je kar ja. Kmetijstvo je tako, za tiste poslušalce, ki morda ne veste, da kmet lih nima veliko pravice zraven, koliko bo cena, samo potem dobiš informacijo, drug mesec bo padla cena, toliko boš dobil za mleko. Ja, v bistvu o ceni mleka si obveščen, ko že celoten mesec se zaključi, vso mleko so že odpeljali in šele na to ti povejo, koliko si zaslužil. Dobesedno, ja. To je kar precej, tako bi rekla, stresa povzroča kmetom, sploh tisti, ki imajo mogoče še večje kredite zadaj in tako. Tako. Recimo pri nas moram potrkati, da te težave trenutno ni, ampak če bi karkoli hotel razvijati kmetijo, pa definitivno bi mogla pomagati tudi banka, ne, da bi mogel iti kupiti denar. Ja, nekateri pa že imajo te težave oziroma kredite in si sploh ne predstavljam, no. Mora biti to kar psihično težavno obdobje, recimo za nekoga mladega, ali pa še mlajšega, kot sem jaz, kateri se je že spustil v te investicije. Tako da ja, včasih zaslišiš po kakšnem mediju, da imajo recimo mladi težave psihološke težave, no, nasploh, predvsem v kmetijstvu in da je čedalje več na tem področju težav in jaz čisto verjamem, ker ja, če bi bili zlati časi, potem ne bi nič jamrali, ne, ker pa niso, pa opozarjamo na to, ne. In ja, problem je, ker sami, ko rekel, da bi kmet povedal ceno, ne gre, ne, jo trg pove. In tukaj moramo vedeti, da mleko lahko iz
Nove Zelandije pripeljejo v prahu, tukaj zmešajo vodo in imamo mleko. Ne. Tako da, ja, to kar. V takem nestabilnem okolju je kar težko se odločiti za investicije. Tudi ti si v bistvu želiš, da bi malo lahko uredil hlev. Pa je to kar težka odločitev najbrž, ne? Točno tako, ker če recimo podjetje ali pa kmetija, kdorkoli v bistvu, ne investira tudi v lastno hišo ali pa stanovanje, karkoli, in da nič ne investiramo nazaj, v bistvu počasi propada. In prej, ko to razumeš, prej začneš investirati nazaj v kmetijo, in če ne investiraš, dobesedno stagniraš. Ostaneš zadaj. Tako, in potem ostali uidejo in moraš biti konkurenčen dan danes, če želiš preživeti. No. Preživeti in ostati na trgu, ja. Ja, je to v bistvu kar ni tako enostavni krog. Tako da, ja, tukaj se tudi, recimo, če gledamo, mlekarnam ni enostavno, ne. Se borijo z trgovci, kateri pa, v bistvu jaz na njih bolj prst. S prstom kažeš? Ja. Se tudi v bistvu zdaj gre cena mleka v trgovini gor, ne? Pri kmetu gre pa dol. Ok, to bi mogel jaz iti pogledati, kaj ga ne kupujem. Teda kupim kakšno maslo, tako da tam lahko, da bi pa rekel, ja, v glavnem, ja, včasih je kar narobe svet, no. Je, ne? Ja, je kar narobe svet. Pa ni tu edina stvar, kaj je narobe svet v kmetijstvu, kaj smo se zadnjič pogovarjali, sem te vprašala, kaj ti je najtežje, pa si rekel ti papirji. Povej mi malo o tem, koliko je te dokumentacije v kmetijstvu? Ja, mislim, če že sam razmišljam, recimo, da bi imel več njiv, hvala Bogu, jih nimam, no, čisto tako. Zato, ker za vsako delo, za vsako opravilo na njivi moraš zapisati za vsako posebej parcelo. Voditi evidence. Evidence moraš imeti za 5 ali še celo več let nazaj. Potem recimo sam osemenjujem živali na kmetiji, na lastnem gospodarstvu, in to pomeni, da recimo jaz osemenim kravo. Za to osemenitev zapišem listek, kateri je paraferiran, oziroma se naredi kopija, in original recimo moram dati v svojo evidenco, ta kopijo, moram poslati spet tej organizaciji, katera to osemenitev prijavi. Potem, ko pride A-kontrola vsak mesec, 12krat na leto, to osemenitev ponovno prepiše v svoj list, zvezek, list, ne. Plus tega, ko se vse to naredi, pride pa še lahko inšpektor, pa preveri, če se ujemajo vsi ti dokumenti, skupaj. Se pravi, 4-kratno preverjanje, pa lahko da krava sploh ni breja na koncu. Točno tako. Tisto pa itak mati narava pove svoje. Mogoče še razložiš, kaj je ta kontrola za tiste, ki navajajo? A-kontrola, v bistvu to je vsak mesec kontrola vzorcev mleka, da lažje kmetje, ko bi rekel, imamo nadzor nad celotno čredo, katere krave imajo kakšne težave, ali pa recimo lahko s pomočjo tega uravnavamo obrok, recimo če pade, ne vem, vsebnost maščob, da vemo približno zakaj, kaj je vzrok tega, in s tem si lažje, ko bi rekel, gradimo naprej, ko bi rekel, samo čredo. Plus tega, da lahko vidimo, če kakšna krava je bolana z povišenimi somatskimi celicami, in potem da se lažje zdravi, da ne zdravimo vseh črede, ker bi bilo preveč, pač predrago, ker je nesmiselno, v bistvu, če imaš ti zdravo kravo, zakaj bi jo zdravil, tista, katera je pa bolana, pa da se potem uporabi antibiotike in da potem se lahko pozdravi, in da je v bistvu zdrava krava potem daje mleko, seveda tisti antibiotično mleko se mora pa završiti, to je pa, da smo na jasnem. Lepo si je razložil, ja. Se pravi, vsaka krava, vsak mesec, vsaka krava ima analizo mleka. Tako. In pa vsakič, ko mlekar odpelje na 2 dni mleko, je tudi analiza. Skupni vzorec. Temu se reče skupni vzorec, ampak tam ne vidiš, katera krava je bolana. Vidiš samo vsebnosti vsega mleka v
bazenu. Ne. Tako da bodo tudi poslušalci, morda tisti, ki navajajo, vedeli, koliko je v bistvu enega nadzora in spremljanja, da je v bistvu ta hrana varna, zdrava za nas. Ne? Točno tako. In tudi vsak odvoz, ko ga mlekar odpelje, se obvezno preverja recimo vsebnost antibiotikov. Ne. Recimo, če pa kmet po pomoti antibiotike primeša zraven svojemu mleku in se ta že v cisterno, ko bi rekel, pomeša, je v bistvu kazen, da kmet vsem ostalim kmetom plača mleko. Ker se v bistvu to vso mleko zavrže. Tako, ker se mleko zavrže in gre na uničenje. Zato v bistvu ostali kmetje ne nastradajo zaradi tega. Zaradi napake nekoga. Zato pa v bistvu smo tukaj zelo pozorni. In takoj, ko se kakšen antibiotik uporabi, ustrezno označiti kravo in mleko gre stran. Tako. Od tiste krave. Mogoče še kaj takšnega, kar ti v kmetijstvu predstavlja stres in težavo, da bi še želel poudariti, povedati? Stres, težavo. Kakšno vreme. Pa ne moramo prav veliko narediti, ne? Ja, to je tudi res. Drugače pa, sem pa veliko živčen, če fejst piha v zunaj, da se slučajno ne bi karkoli se odpihnili. Ja, to imam tako, ne vem, slabe izkušnje, ne vem zakaj, ampak Kaj je bilo tazga? V bistvu niti ne, ampak ne vem. Občutek ni pravi? Ja, tako, občutek ni pravi. Plus tega, da ne maram strel. Ja? Ne. Sem najdel malo tvojo fobijo. Ja, res je. Saj je v bistvu, ko je kakšno hudo neurje, res časih malo srhljivo. Sem tudi jaz že to doživela in pol kakšno točo pa sred noči pa udarjali pa uničevali. To kar ostane. Ja, v bistvu ko vidiš po nevihti kakšne fotografije, te malo stisne, hvala Bogu, da ni to pri nas, si rečeš, ampak je pa kar kriza, no, da se nekomu drugemu to zgodi, ne dalje stran od tebe. Ne. Se mi zdi, da kmetje kar drug z drugim malo čutimo, če se nekomu nekaj hudega zgodi, tudi če je na drugem koncu Slovenije. Ja, se zamisliš, tako da nočeš biti v njegovi koži. Ne? Ja. Jaz sem pri nas tam, ko imam vinograd, zelo velikrat je toča. Enkrat je bila res ful huda. Kako je to težko gledati, ko si v bistvu notri, pa gledaš ven, ko ti celoletni pridelek v šusu ti ga zmanjka. V 2 minutah ga ni. In moram reči, da tudi zdaj ne maram toče, ker dobim solze v očeh. Ker celo leto se trudiš, še vseeno moraš delati, ampak na koncu ni pa nič, nobenega pridelka. Ja. Tako da narava kar naredila po svoje. Je kar, ja. Recimo, če te toča dobi z avtomobilom, avtomobil se da popraviti, vetrobransko steklo se da zamenjati. Če pa recimo vinograd dobi toča, pa lahko tudi eno leto. Pa še drugo leto lahko v bistvu je poškodovano deblo in ni to. So posledice vidne. Ne? Ja. Tako da, ja, plus tega, da nekaterim je vinograd tudi kruh, tako da, ja. To je samo primerno, se je lahko tudi kakšna zelenjava, pa tudi poljščine, nimaš potem krme za krave, ne? Ja, tudi to je problem. Če se kakšna koruza stavče. Ja, zato pa je idealno imeti razpršene površine, da nek pas, recimo, da toča dobi, da ne vse uniči, ampak to je seveda zdaj v navednicah. Ja, malo teorije, ne? Točno tako, ja. Pa da ne bova ostala pri negativnih stvareh, dajva pa povedati, če kaj pa lepega na kmetiji, kaj tisto, v čemer ti najbolj uživaš. No, to bi se kar najdli, ne. Ampak glavne stvari, recimo, da v bistvu si svoboden čistega. Sam svoj gospodar. Tako, noben ti ne bo prišel ob 6. zjutraj težiti, halo, začni delati, ne. Vsak sam ve, moraš narediti tole, ko naredimo. Bi šel na kavo, lahko grem, ne. Noben mi ne bo na uro gledal, halo, dajmo, 5 minut imaš coffee break, ne, odmora za kavo, lahko si tudi vzameš eno uro. Tako da pride kak sosed na obisk, tudi če hočeš iti glih kar od doma delati nekaj, si boš vzel 1 uro, 2, ni problema, boš še klobaso narezal, ne. Tako da, to je tisti čar, kater delo počaka na kmetiji, ne. Se v bistvu vse posod, ampak na kmetiji lahko res počaka in noben ne bo nič jezen. Tako da, to je tista čar tega, ne. Če greš kamorkoli drugam, recimo, te vsi nekaj
Moraš skozi nekaj delati. Ne? Tako, preganjajo, če ne drugo zmetlo, ajde. Če ne drugega moraš pometati nekje. Veš, da meni je to v bistvu najbolj všeč na kmetiji, da kakšen dan pride, ker enostavno nimaš tukaj energije in pač narediš tisto ta nujno, pa pride dan, ko imaš full energije, narediš pa še za 3 dni nazaj, pa 3 dni za naprej. In lahko v bistvu sebe poslušaš, pa daj malo pospiš, daj pa pač malo bolj stisneš, pa narediš. Vsi na koncu si od sebe odvisen, da je narejeno. Ne? Ja, res je. Tako da recimo, ko se pripravljamo na takšne sezone, kot bo sedaj, kot je vsako leto, v bistvu že naprej veš, da moraš narediti, tako da ti sploh ni problem. Tako da, ja. Ja, ko je treba. Točno tako, ja. No, si pa tudi predsednik društva DPM Laško Radeče, pa bi morda še par besed o vašem društvu spregovorila. V bistvu ste pred 3 leti, če se prav spomnim, na novo zagnali to društvo. Odkje je prišla ta ideja, kako je izgledalo to, da ste na novo zagnali podeželsko mladino? Ja, v bistvu ideja je prišla iz radeške strani, se pravi, ker je društvo povezano med 2 občinama, to je Laško Radeče. Pred leti je bila to ena občina. Tako je. In potem so se pač razdvojili, razcepili, kakorkoli. Ampak na področju kmetijstva smo še zmeraj zelo povezani, ker tudi recimo kmetijsko-svetovalna služba je isto povezana. Ista pokriva obe občine. Ne? Se pravi, v Laškem pokriva tudi radeško območje, tudi govedorejsko društvo je Laško Radeče, se pravi eno. Plus mislim, da še gozdarji imajo svoje društvo in tudi je povezano med Laškim in Radečem. Tako da na kmetijskem sektorju smo povezani. Prišla je pa ideja iz strani Radeč, oziroma natančneje po mojem kar Ajde Podlesnik, naše predsednice Zveze podeželske mladine. Tako je, prav pred kratkim je postala predsednica. Ja, res je, tako da smo ponosni na njo. Tako da to ne more biti kar vsak, ne pravijo. Ja. Ne, res ne. Tako da ja, Ajda je bila tudi po mojem kar glavni motor, da smo to ustvarili društvo. Tako je, pa še par posameznikov na izrazu. Ja, tako. Alen Krajšek, potem Timi Kolar, Katarina Knez, potem Žan Krašek, Eva Javornik, pa Maruša Jazbec, pa potem še jaz, smo skupaj takrat čisto na začetku stopili, smo se dobivali po gostilnah. Ste pogrešali v bistvu tako druženje, pa tako društvo? Ja, v bistvu ja. Na koncu smo ugotovili, da kar, ja. Tako da potem smo pa začeli seveda s papirjem, ampak ko je bilo vse to končano, po rečemo 14 dnevih, nam je uspel, tako da smo zalaufali. In smo se odločili za prvi dogodek. To je bil pa v bistvu neki piknik spoznavni pri enem večjem kozolcu, kateri je v bistvu namenjen za te dogodke. Tudi recimo so že imeli poroke tam, tako da je prav lepo urejen. In tam smo imeli ta piknik, spoznavni piknik prvič. In takrat ste nekako tudi želeli, da bi še člane nove dobili, pa niste vedeli, koliko jih bo prišlo, ne? Ja, to je zmeraj problem, ne? Sploh, če nekaj na novo začneš, ne veš, koliko jih bo prišlo, koliko se jih bo odzvali. Tako da, ja, takrat smo natisnili nekaj letakov, seveda iz svojega začetnega budžeta, in smo dali recimo kmetijsko-svetovalni službi, veterinarjem, da so raznosili po terenu, ker seveda veterinar je vsak dan v neki vasi in pozna, kje so mladi, kje niso, kje bi bili pripravljeni. Ja, tam se je največ naredili, plus Facebook seveda, pa Instagram pa tako naprej, pa telefonski klici pa tako naprej. V glavnem na koncu pričakovali smo, rečemo, 70, morda 80, smo že rekli, že to je ful, ja. Tako da, ja, na koncu je bilo nekaj čez 100 udeležencev oziroma novih članov, tako da, ja, odlično za začetek. To nam je dalo motivacijo za naprej. Sicer pa, ja, na pikniku nam je zmanjkalo tudi mesa, ker nismo pričakovali, da bo toliko bi rekla. Ljudi, ampak pijače je bilo pa dovolj. Se spomnim tega piknika, je bil kar res mrežo ste naredili, da je bilo reklame in tako spremljala sem vas oddaleč in ste res super zaštartali. Ja, takrat smo res se potrudili za to, tako da ja.
Kaj še lahko povem? Lep začetek. Ja, v bistvu ja. Potem pa sem naprej. No. Ja. Katere dogodke ste še kaj organizirali v teh 3 letih? V bistvu večji dogodek so bile šajtrge, v bistvu vzpon šajtrga. V bistvu drugače pa reči. Vzpon s šajtrgo na Svibno. To je v občini Radeče. V bistvu pa to je, kako bi rekel, dogodek, katerega si nismo mi izmislili, da ne bo pomote. To je v bistvu dogodek Aljaža Medveda iz Radeč in gasilcev, seveda z njihovo pomočjo. So mislim, da imeli 7-krat zapored, mi smo imeli 8-ič te šajtrge. Je pa iz doline, moraš šajtrgo z tovorom, tovor so bile drva, skupaj v paru, z nekom pač, poriniti, potisniti na vrh Svibnega. Tako da, ja, to je kar fizično zahteven, ker je višinska razlika kar konkretna. Tam je kar strmina, ja. Plus tega, da ne po asfaltirani cesti, ampak po travniku. Že s prazno karolo bi bilo težko. Ja, je tukaj kar, ja, je kar. Plus tega pa še vmes so bile ovire in gozdne poti, tako da kakšne korenine tudi so se najdle, tako da je bilo kar zahtevno. No. Se to tudi tako malo prebrnejo, pa morajo pobirati isto drvo? Seveda se, zato pa je smešen. Tako da tekmovalcev je bilo sicer bolj manj, ampak je bilo pa gledalcev zato več, ne. Tako da rajši pridejo gledati druge, kako se osmešijo, ne? Tako nekako, ja. Tako da, ja. Ste imeli pa tudi povorke? Ja, res je. Poveš še malo o tem? Udeležili smo se tudi povorke, recimo na Pivjem cvetju in Hmeljarcu. Hmeljarce v bistvu v Savinjski dolini, Pivjem cvetje pa Svibno v Laškem. Tako da, to je pa na nedeljo, povorke so bile obe na nedeljo. Je pa v bistvu poanta tega, da v Radečah so skupina mladih sami doma izžagali, pa pripravili, skupaj zmontirali, sešraufali kozovc. Aha, okej, tako pač malo pomanjšan. Pomanjšani kozovc, kateri je šel na prikolico. In potem smo s tem šli z okrašeno, seveda, prikolico, traktorjem na povorko. Wow. Tako da ja, smo izkusili tudi to, tako da verjetno se letos tudi vračamo na obe povorki. No super, se pravi, moramo priti v nedeljo na Pivo in cvetje pogledati vas. Tako, v nedeljo ob 3. Aha, že prav uro veš, okej, nedeljo ob 3. Ja. Pa ponovadi dežuje. A ni čudno, da ste kozovc naredili, ste najbrž greste pa pod streho? No? Ja, ampak še zmeri smo bili mokri. No, po grlu ali? Oboje. Ja, je le Pivo in cvetje. Ja, res je. Nekako tebe so izvolili za prvega predsednika, tokrat pač na novo ustanovljenega društva. Kako si prišel do te vloge, kaj ti pomeni to, da si predsednik društva? Kako sem prišel do te vloge? Ja, v bistvu sem bil kar izbran strani ostalih. Potem pa vlogo sem sprejel, ker pač sem rekel, v redu, bomo pa poskusili to stvar. Je kar velika odgovornost, tako da ja, ni čisto enostavno. Hkrati pa je zanimivo, novih ljudi veliko spoznaš, ugotoviš, kako recimo občina nasploh deluje. Vsaj recimo naša Laška občina, kjer sem bolj domač. Tako da, ja, nove izkušnje, katere ti dajo kar veliko za razmisliti potem za naprej v življenju, ne. Ker ni čist, da boš rekel, da greš na občinski razpis, pa boš prinesel en podpisan list, ne, pa je to. Je potreba se kar potruditi, celo na FURS klicati, pa take stvari, tako da davke. Ja, v glavnem, je kar veliko dokumentacije, tako da, ja, v bistvu ti da neko izkušnjo za naprej, kateri še nisem bil, ne, in je zanimivo po svoje, ne. Ja, veliko se naučiš, pa vidiš tega sveta, ja. Papirniškega, uradniškega. Ja, res je. Ampak seveda, tukaj se lahko imam srečo, ne, da se lahko zanesem tudi še na ostale člane. Si porazdelite malo delo. Ja, res je. Zelo aktiven Žan Šunta iz
Radeč, kateri je prijel za vajeti in res v bistvu lahko rečem, da je celo mojo vlogo kot predsednik odlično. Se pravi, bo že kar naravno, morda je Se ne bi nič- naslednji mandat se šla ne bi čisto nič funkcija upiral. naprej. Ja, dobesedno. Mislim, prav je, da to gre naprej, da ni nekdo nek vodja non-stop eno in isti, ker v bistvu tudi društvo, sama skupnost stagnira, če eno in isto glava prisotna. Bolj, da se to menja in nove misli, nove ideje. Ja. In vse posod je tako. No. Vse posod bi to moglo veljati nekako, da se prostor pusti novim, zagnanim, mlajšim. Tako, predvsem zagnanim. No. Ni nujno, da je mlajši, Tudi to je sam je res. zagnan. In da ima idejo, da je pripravljen dobesedno žrtvovati svoj lasten čas. Pa tudi, če je v službi, nič hudega. Sam, da je pripravljen. Da je pripravljen. Ja, dobesedno žrtvovati svoj čas za društvo Za oziroma skupno za dobro. karkoli. V bistvu za neko dobrodelni namen, čisto tako ali pa dobrodelno, zato ker ne plačam. Glavnem, ja. tako da. Slovenci smo kar precej prostovoljci, veliko ur grejo v prostovoljno delo in se mi zdi, da to lokalno skupnost nekako Ja, spodbuja, da lepše živi, no, da se premikajo stvari. res je. Recimo, dober primer so itak gasilci, ne, to definitivno. Tako da tudi v bistvu iz tega bi mogli izhajati za naprej, nasploh. Si pa tudi sam nekako rekel, da bi se lokalno rad še bolj vključeval, da nekako mladi bi mogli se lokalno vključevati. Misliš, da lahko naredite kakšno spremembo? Ja, to pa definitivno. Definitivno mladi se bi mogli bolj vključevati v lokalne, kako bi rekel, skupnosti oziroma krajevne skupnosti. Zaradi tega, ker v bistvu, če gledamo širšo neko sliko, da samo doma jamramo ali pa v gostilni, kakor hočete, recimo cesta, pločnik, javna razsvetljava, karkoli, da ni urejen, v bistvu smo sami krivi, da ni urejena. Zaradi tega, ker se premalo vglašamo na pravem mestu. In zato so recimo krajevne skupnosti, potem občinski sveti in predvsem župan glavni tisti, kateri bojo izboljšali kakovost življenja pri nas. Ne tisti politiki v Ljubljani, kateri v bistvu so po glavnih mainstream medijih, glavnih kanalih medijev. Ne. Tukaj doma, v lastnem okolju, bodisi kjerkoli v Sloveniji, je važno, da se mladi udeležujejo oziroma so pripravljeni tudi stopiti v lokalno politiko, čisto tako, da si bojo lahko v bistvu naredili nek svoj lasten kraj, dom, boljši. Ja, lepša prihodnost doma. Tako. Recimo, kaj ti nuca lepa hiša, če nimaš vodovoda do hiše? Kaj ti nuca dober avto, če nimaš elektrike, karkoli, ne? Ali pa interneta. Tako da te osnovne stvari, tudi cesta postaja osnovna stvar in da bo urejena cesta, bomo mogli sami poskrbeti. Tako da. Ja, vsa ta infrastruktura je pomembna in pa tudi hkrati, da se lokalno razumeš z ljudmi, da je neka skupnost. Ja, točno tako. Vedno pride do nekih navzkrižij, ampak treba jih je uskladiti. Ne? Včasih požreti kako besedo ali pa počakati, da nek sogovorec da iz sebe, kar hoče in bolj, da nekot najdeš nek soglasje. Ja. Modre besede za tako mladega fanta. Mislim, modre besede. Se ni enostavno, da ne bo pomote. Ne? Ni enostavno, recimo, požreti besede. Tako da ja, to te bolj nauči, no, počas. Ampak, če imaš nek temperament, ga je težko krotiti. No. Tako da. Več mladih bi mogli tako razmišljati, no pa se niti ne mladih. Vsi na podeželju, da vsak mogoče en košček prispeva, pa bo za vse lepše na koncu. Ja, definitivno. Pač, tako sem rekel, no, če bi se bolj povezovali na lokalnem nivoju, bi veliko bolj bilo. No. Bi cela Slovenija na koncu bila na višjem nivoju. Ja, res je. Jaz vedno pravim, da najprej moraš v hiši poskrbeti, pa potem v vasi, pa potem v občini, na koncu je tu v bistvu cela država odraz tega, kaj se dogaja. Ja, res je. V vasi. Res je. Recimo, že ko smo se s prijatelji z moje vasi pogovarjali, kaj bi bilo treba narediti, ne, recimo
na naši vasi. Recimo. In prišli smo do zaključka 3 stvari. Ne? Da bi imeli neko lepo točko v vasi, katero bi bila za vse, potem da bi bila tam ena velika slovenska zastava, pa defibrilator. Lepa, malo zdravja, lepo. Ja, to je bila ena debata večerna in potem smo prišli do tega zaključka. Ja. Iz takih stvari pa začneš razmišljati, okay, kje bi pa bila. Ne? Tako je včasih bilo, da je kapelca v vasi, pa lipa zraven, pa klopca. Tega to izhaja, sem še malo pomodernizirajmo to. Tega naša vas še nima, ampak enkrat bo. Enkrat bo, če boš ti tukaj bo, tako da bo. Že bo. Počasi zaključujejo, pa da bi te mogoče sem še 2 stvari vprašala. Ko sva se že pogovarjala po telefonu, sem te vprašala, kaj počneš v prostem času, pa nekako sploh ne veš, kaj je prosti čas. Mislim, prosti čas. To je zelo taka posebna beseda, ne? Ampak zelo rad grem na kako kavico s kakim prijateljem, pa da imamo dolge debate. Pa na laško pivo tudi, po mojem, ne samo na kavico. To tudi, seveda pride tudi to, ampak tisti za popoldne, ampak dopoldne pa, recimo kakšna nedelja, rade volje grem v Lašk na kavico ali pa 2. No. Tako da, ja, to je moj prosti čas, da bi pa rekel, da je še kaj posebej. Kakšni hobiji, pa tako pa nekako zmanjka časa. Ja, nisem si še ga našel, evo ga, tako. Ali pa mogoče tudi ne čutiš potrebe, se mi zdi, da veliko kmetov nekako kar uživa svoje življenje. Ja, v bistvu je tudi način življenja hkrati hobi, tako da... Ni nekega pomanjkanja, ne? Ne, ni. Za konec pa morda, kaj ti pomeni družina, če poveš na kratko? Ja, v bistvu vse, ne. Zdaj, če se v sami družini slabo razumemo, bomo slabo funkcionirali kjerkoli. Znotraj hiše, zunaj hiše. Tako da, ja, veliko je. Je slaba popotnica, če ni doma urejeno, ne? Ja, definitivno. Definitivno. Luka, hvala za današnji pogovor. Ja, malenkost. Poslušali ste podcast Mladost na kmetiji. Upamo, da vas je Lukova zgodba navdahnila in vam približala, kako razgibano, odgovorno in hkrati lepo je življenje na kmetiji na podeželju. Če vas je ta pogovor pritegnil, ostanite z nami tudi prihodnjič, ko bomo znova odkrivali zanimive zgodbe mladih na podeželju. Z vami sem bila Mataja Koper.